Sem Aljaž Setič, prihajam iz Velenja, sem še srednješolec, 4. letnik. Sem zelo aktiven na Ustvarjalniku, imam tudi svoj projekt, veliko delam tudi za Ustvarjalnik, to je to. Ustvarjalnik je mladinska organizacija, ki pa uči mlade takih stvari, ki jih mi ne dobimo v šoli. Se pravi, te nauči nekih podjetniških zgledov, kako so sestavljena podjetja, kako so biznisi sestavljeni, kako vse poteka. In se mi zdi Ustvarjalnik neka super dopolnitev šolskega sistema. Sprejet sem bil na Watson University, to je univerza v Koloradu in sicer v mestu Boulder. Boulder velja zdaj za neko drugo Silicijevo dolino v Ameriki. Sicer ni tako intens, pa nimaš programerjev na nekih drogah, ker morajo končati projekt, ampak je vse v nekem naravnem okolju, pa v bistvu vse bolj študentsko. Ta univerza velja v Ameriki za veliko ekskluzivo. To ni v bistvu standardni ameriški šolski sistem, ampak je čisto nek nov zametek izobraževalnega sistema v ZDA. To je v bistvu tako podobno kot Ustvarjalnik v Sloveniji. Se pravi, neki novi pristopi, ker vsi vemo, da šolski sistemi so povsod dosti zastareli, ker so bili snovani pol stoletja nazaj, zdaj se je pa ful spremenilo. V bistvu zdaj z dobo interneta pa sem se dnevno vse spreminja. In se iščejo tu neke alternative. In oni imajo v večini, ali pa mislim njihov glavni program je v bistvu social entrepreneurship change making. Se pravi, da se ti nekaj naučiš, pa probaš s temi idejami pomagati ostalim svetu. Se pravi, da ti zdaj ne delaš nekaj sam za bogatstvo, ampak da ti probaš nekaj vrniti nazaj, kar te oni naučijo. In ko te to naučijo, probaš nekaj narediti. In v bistvu to zelo mednarodna fakulteta. Ni zdaj, moji sošolci ne bojo Američani, ampak bojo iz celega sveta. Oni imajo vizijo v bistvu, da začnejo spreminjati svet z podjetniškimi inovacijami. V bistvu jaz nikoli nisem bil nek pristaš tega, da je treba iti tako v tujino, ker prvo, tako sem že prej rekel, noben ti ne pove, kaj vse, to je prvi problem, noben ti ne pove, kaj vse obstaja, kako se na to vpisati. Drugo pa je, nikoli nisem bil ful dober v angleščini in se mi je zdaj to tak velik, taka velika prepreka, ki mi to onemogoča in si v bistvu niti nisem toliko zanimal temu. Ampak pol je spet to, pol sem spet prišel nekaj do pravih ljudi, ki so mi povedali, da to sploh ni in da tudi na koncu, ko sem imel razgovor za Watson University preko Skypa, je ni bilo vseeno za pač moje napake v angleščini ali pa tisto, kar nisem prav povedal. Ni me bilo važno samo, da jim povem svojo zgodbo, pa kaj zdaj pa kaj hočem doseči. In to se mi zdi to ključno, da se ne išče nekih napak tako v šolskem sistemu, da se ne išče, o čem si ti slab, ampak se išče, o čem si ti dober. In to se mi zdi ful dobra razlika. V bistvu nisem čisto tak ful zdaj kritik šolskega sistema. So tu dobre stvari, naprimer, imamo zelo široko paleto nekih predmetov. Vidim največji problem v samih učiteljih, za katerega pa bi rekel, da tudi niso čisto oni krivi. Oni so bili pač navajeni po tem šolskemu sistemu biti pred tablo pa nekaj predavati. In največji problem jaz vidim tukaj, da učitelji nekako ne znajo po nekih novejših standardih zmotivirati, ker ni več to, da ti sam predavaš, da si lahko danes učitelj, moraš vse vidike nekako znati motivirati dijake pa to. Sej je res, da ne vem, smo dijaki leni pa da se ne ljubi poslušati pa ono pa tretjo, ampak če bi nam bila stvar na veliko bolj inovativ, nek zanimiv način predstavljena, bi po mojem bili tudi rezultati zelo boljši. Po moje priložnosti je vsekakor dovolj. Največji problem je po moje v tem, da ne znamo priti do njih, da nam jih do mene predstavi. Dobenega predmeta v šoli ni, ki bi ti povedal, to pa to imaš na izbiro. Vsi sam pol govorijo na faksu, boš imel pa Erasmus program, pa boš lahko to pa to. Nihče pa ne predstavi, kakve so še druge alternative, kakve so druge možnosti, ker v bistvu nihče niti ne sledi temu. In če ti ne poznaš nekih ljudi, ki sledijo temu, ki vejo za te stvari, tega sploh ne najdeš in ne boš prišel do tega. Čez 10 let se vsekakor vidim eno startupu, ali tukaj v Sloveniji, ali pa v Silicijevi dolini. Vsekakor v podjetju, ki bo sledilo svetovnim standardom in bo v bistvu v stiku z to tehnologijo, kako se vse skupaj spreminja in ne bo 5 let ozadja, ampak bo res močno podjetje. Jaz sicer se še ne počutim v tej koži, da bi lahko svetoval, ker še moram zelo veliko stvari doseči, da bom nekaj svetoval, ampak rekel bi, povedal bi en nasvet, ko so ga meni drugi dali, da je v bistvu vse na internetu, vse na telefonu, vse na računalniku in samo odvisno od vsakega posameznika, kaj si bo vzel od tega. Ni več tega, da ti ne mogo priti do nekega znanja, ampak je v bistvu, koliko si ti samoiniciativen ali pa proaktiven, da boš to znanje vzel pa ga znal izkoristiti.